Razvoj je neprekinjen, neponovljiv ter okoljsko in genetsko pogojen proces, ki traja od spočetja do smrti. Za pravilen razvoj prirojenih sposobnosti dojenček potrebuje zdrav živčni sistem in svobodo gibanja. Otrokova prirojena mišična aktivnost in teža telesa sta glavna dejavnika, ki vplivata na razvoj gibanja. Prirojene reakcije podpore teže, poravnavanja telesa v srednjo linijo, prestrezanje ob padcu in ravnotežje se razvijajo, ko se otrok uči samostojno obvladati težo svojega telesa. Ob rojstvu dojenček preide iz vodnega, konstantno toplega, temnega in omejenega prostora v maminem telesu v popolnoma novo okolje, kjer nanj deluje sila gravitacije in drugi vplivi iz okolice. Pri navajanju na novo okolje mu v največji meri pomagajo starši, saj poskrbijo prav za vse njegove potrebe. Ko dojenček zajoka, ga nahranijo, nato ga previjejo in preoblečejo. Omogočajo mu tudi dovolj spanja in mu nudijo ljubeče, prijazno in zdravo okolje, v katerem se bo lahko nemoteno razvijal. Z gibanjem dojenček pridobiva različne občutke in izkušnje sprva naključno, nato pa jih vedno bolj zavestno ponavlja. Razvoj in zorenje živčevja omogoči dojenčku, da preko izkušenj gibanja razvije sposobnost ohranjanja stabilnosti v ležečem položaju in sredinsko poravnanost telesa. Proti koncu 3. meseca pride do zelo pomembne razvojne preobrazbe živčno-mišičnih povezav in v sistem nadzora gibanja in drže se postopoma povezuje tudi vidni sistem. Vidni dražljaji iz okolice spodbudijo dojenčkovo zanimanje za raziskovanje svojega telesa, bližnjih oseb in predmetov. V položaju leže na hrbtu pričenja posegati po predmetih, ki se pojavljajo v njegovem vidnem polju in se jih skuša dotakniti z rokami ali z nogami. Sposobnost vidnega zaznavanja in normalna mišična aktivnost vodita dojenčka v gibanje in spremembo položaja telesa. Zelo hitro se tvorijo nove povezave med vidnimi in gibalnimi centri, ki jih človek kasneje uporablja celo življenje. Do konca 4. meseca naj bi tudi brez težav pasel kravice, kot rečemo položaju, ko je dojenček na trebuhu, oprt na komolce in ima glavico dvignjeno od podlage, pogled pa usmerjen naprej. Vse to pri zdravem otroku poteka popolnoma samodejno in spontano. Otrok nikakor ne potrebuje stalnega spodbujanja in besednih navodil, kaj naj naredi. Potrebuje le čas, varno okolje in pozornost staršev, ki opazijo njegovo vztrajnost, samoiniciativnost in ustvarjalnost. V času naših babic in dedkov so se nege in ravnanja z dojenčkom mladi starši naučili že doma v svoji družini. V navadi je bilo, da so otroci sodelovali v vseh družinskih opravilih in pomagali tudi pri skrbi za mlajše družinske člane. Deklice in dečki so opazovali mamo ali teto pri negi mlajšega sorojenca in se tako teh veščin nevede praktično učili. Pripomočkov za nego dojenčka takrat ni bilo veliko. Mame so običajno imele za dojenčka le nekaj pleničk. Če pa zaradi revščine tudi teh ni bilo pri hiši, so bili dojenčki običajno poviti v cunje, ki so jih naredili iz starih srajc, kril, rjuh ali prtov.
Iz odsluženih oblačil so takrat narezali tudi dolge trakove, s katerimi so majhne dojenčke tesno povijali v štruco. Povijanje v štruce se je po drugi svetovni vojni s ponudbo oblačil za dojenčke in z uvajanjem D-vitamina v prehrano otrok postopoma opuščalo. V današnjem času je skrb za novorojenega otroka naložena predvsem staršem. Večinoma za dojenčka v najzgodnejšem obdobju skrbijo mame, v zadnjih letih pa se vse pogosteje in enakovredno vključujejo tudi očetje. Prvo starševstvo predstavlja v razvoju posameznika povsem novo, čustveno intenzivno in organizacijsko zahtevno obdobje. Nova starša se morata učiti skupnega življenja s svojim povsem odvisnim in nebogljenim dojenčkom in z njim vzpostaviti prijeten odnos, kakovostno komunikacijo in sodelovanje. V tem filmu vam predstavljamo povsem običajen način rokovanja in sodelovanja z dojenčkom v vsakodnevnih aktivnostih, kot so slačenje in oblačenje, previjanje, dvigovanje ter polaganje, pestovanje, prenašanje, hranjenje ter nekaj nasvetov o pripravi ustreznega ležišča in načina vožnje v otroškem vozičku in v avtu. Vašemu dojenčku želimo omogočiti čim boljši razvoj, ki je sicer pogojen genetsko, a je v precejšnji meri odvisen tudi od dejavnikov okolja, kamor sodi tudi način vašega ravnanja z njim. S prikazanim načinom ravnanja olajšamo razvoj prirojenih sposobnosti. Otrok z zdravim živčnim sistemom in normalno kakovostjo gibanja se bo ob prikazanem običajnem načinu nege razvijal popolnoma normalno, v skladu s svojimi genetskimi potenciali. Zdrav novorojenček za svoj normalen razvoj ne potrebuje nobenega posebnega tako imenovanega terapevtskega handlinga, ki se ga starši naučijo pri zdravniku ali terapevtu v razvojni ambulanti.